Šmartnem pri Litiji obeležujejo dan državnosti že vsa leta od ustanovitve občine. V spomin na dan, ko je Slovenija postala neodvisna država, se je na Šmarskem trgu zbrala množica, ki jo je s ponosom nagovoril župan Blaž Izlakar. Dejstvo je namreč, da za občino s 5700 prebivalci morda ni najbolj nujno organizirati tovrstnih prireditev. V praksi pa opažamo, da tudi nekatere večje občine ne organizirajo proslave ob tem velikem in zelo pomembnem prazniku. Skoraj vsak dan lahko izbiramo med raznovrstnimi srečanji, ki jih organizirajo posamezniki, društva, organizaciji ali ustanove. Zato ne zamerim nikomur, ki komaj čaka, da bodo mimo in bo končno lahko doma. Vse to dogajanje, spoštovane Slovenke in spoštovani Slovenci, je morda na trenutke utrujajoče. A ne pozabite, da nas ravno vse to povezuje v našo prelepo državo Slovenijo in je močan dokaz, da je bila odločitev, da si jo priborimo, pravilna. Povsem logična je tudi odločitev, da se enkrat na leto v počastitev tega zgodovinskega trenutka dobimo tukaj na Šmarskem trgu pred lepo cerkvijo svetega Martina, se podružimo in si s ponosom čestitamo, da se lahko imenujemo Slovenke in Slovenci. Slavnostni govornik pa je bil minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj. Dom lahko povežemo s hišo, s stanovanjem, z bivanjem, z druženjem, z družino in z domovino. Skratka, z vsem, kar daje človeku osnovo za življenje, za dobro počutje, občutek varnosti, udobja in sprejetosti. Če se ozremo v našo polpreteklo zgodovino, ki jo po letu 2002 občina Šmartno pri Litiji postala samostojna občina, se je to zagotovo zgodilo zato, ker ste domačini v svojem domačem kraju želeli odločati in z njim upravljati sami. Rojstni dan naše države pa je popestrila zasedba The Golden Dixie Boys. Prijetno vzdušje ob druženju pa je kulinarično začinil šef Matevž Sotenšek s svojo ekipo. Dobro